premaknil. Zdaj te bom... Dej... Konc. Ne, no, dej. Ja, ne moreš zmeri. Dej, Boš drugič. Viš, kaj sem razmislil, Sašo? Kaj? Ne vem, a si ti kdaj se vprašal, ali pa tudi, če si sam razmišljal kaj o veri, ali pa zakaj veruješ, kje si se srečal z vero? To mi je zdaj v teh dneh tako, me nagovarja ta misel. Ja. A veš kako, no, vse sem pomislil doskrat, ampak ni me nekaj zagrabilo do zdaj. Ampak čeprav ti povem, jaz sem zadnjič videl en plakat, Teološka fakulteta organizira teološki vikend. Vse sem po sliku, čak ti pokažem, ker je, meni se zdi zanimivo, čisto tako, no, glej, pa ne vem, če ne bi šel mogoče skupaj z mano. Rast osebne vere in medreligijski dialog. Mislim, da bi bilo zanimivo, ja. Ja, mislim, zdaj petek, sobota, nedelja je, pa mislim, meni se zdi kar zelo zanimivo, no. Dej, kar prijavlja se. Kaj? Bova, prav. Sašo, kaj bo danes, ko je prvi dan na sporedu? Prvo je znanost in vera. To so prva predavanja danes. Kaj pa popoldne, nekaj sem videl tudi? Ja, biblicistika bo, profesor Celarc, pa profesorica Parmisano boste imela. Mislim, da bo kar zanimiv dan. Tako da kar hitro peva. Pa še judovstvo. Ja, če bo hrano judovsko bomo probali. Greva hitro, da ne zamudiva. Ja. Kako moramo danes s pričo znanosti in sodobnih družbenih trendov še vztrajati na čem, kar pravimo vera? Torej tudi današnje življenje je podobno, kot so bila življenja ljudi do sedaj. Temeljna človekova vprašanja so pravzaprav več ali manj ista, podobna, čeprav so vpeta v drugačen življenjski prostor, v drugačne izzive. In zato se mi zdi pomembno, da se tudi danes soočimo z neko pristno ponižnostjo, kar zadeva življenje, kar zadeva naše razumevanje, kar zadeva tudi nenazadnje meje znanosti in da hkrati vidimo, da nam vera lahko seveda v ustrezno novem kontekstu prav tako ponudi odgovore na ta temeljna življenjska vprašanja in nenazadnje tudi nam nudi nekaj, kar je cilj vere, to je tista odrešenost, k kateri smo kot ljudje poklicani. Jezus je bil v svojem času kamen spotike in provokator. Kako se Jezus danes kaže kot kamen spotike ali provokator? Jezus prihaja vedno kot tisti, ki je pot, resnica in življenje. In to vedno znova predstavlja pravzaprav provokacijo, kamen spotike. Zdi se mi, da je pa ravno v tem spodbuda nam vsem, da bi zmogli resnično pristopiti k človeku v tem, kar je, biti odprti do njega. In Jezus nas ravno tega uči, kako biti s človekom odprt, kako mu pomagati rast v sočutju do sočloveka na poti v življenje. Kako nam lahko svetopisemski odlomek, dialog med Jezusom in Samarijanko pomaga pri reševanju medosebnih problemov? Torej, najprej Jezus nam ponudi en prostor, kjer se lahko srečamo na drugi, novi način z njim, z našim življenjem in tudi z drugimi. To pa nam odpira nove poti in pa tudi nove poglede na svet in nove horizonte življenja. In to nam napolni z veseljem in z novim pogumom, novim veseljem nad tem, kar življenje je. Prehranjevanje veliko pove o nas samih in o naši identiteti. Kaj sporočajo danes svetopisemske simbolike puščave, mize in gostije? Omenjene simbolike, kakor danes in tudi včeraj, sporočajo to najprej, da je človek isto včeraj, danes in bo tudi jutri najprej telesno bitje. To pomeni, da tudi duhovnost, tudi religiozno se začne pravzaprav pri temeljnem in to je pri človeku, v bistvu pri človekovi mizi, ki je pa nadgradnja pravzaprav oltar. Sašo, kaj pa danes na sporedu? Danes je medreligijski dialog. Kaj je bistvo medverstvenega dialoga? Bistvo medverstvenega dialoga je sobivanje, sodelovanje
in pa spoštovanje posameznikov oziroma vernikov posameznih religij, ki živijo skupaj v nekem kraju, v nekem zgodovinskem obdobju, zato da konstruktivno gradijo družbo. In danes pravimo, da je medverstveni dialog nujno potreben za obstoj in za razvoj moderne družbe. Kakšna so vaša kot imam in skupnost, v kateri delujete, prizadevanja za dialog s slovensko družbo? Medverstveni dialog, medkulturni dialog je temelj delovanja islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, kot je to tudi temeljno učenje naše vere islama. Z različnimi projekti želimo spodbuditi medreligijski, medkulturni dialog, kar bi na določen način približalo ljudje med sabo in naredilo družbo boljšo. Del verske prakse vsake vere so prazniki. Kateri so glavni prazniki islama in kakšen je njihov pomen? Glavna dva praznika v islamu sta Ramazanski Bajram in Kurban Bajram. Ramazanski Bajram je kot en spomin na razodetje Korana, glavnega razodetja islamskega sporočila, medtem ko je Kurban Bajram žrtvovalni praznik, se ga obhaja ob koncu hadža in je spomin, kako je prerok Abraham, v islamu Ibrahim, daroval svojega sina. Svetopismo in Koran imata kar nekaj povezav. Katere so te povezave? Koran nastane v kontekstu, v katerem je bilo svetopisno poznano. Torej, ljudje, katerim je Mohamed pridigal in ki jim je govoril, so poznali te zgodbe, zato Koran tudi uporabi te zgodbe, da poda neke svoje teološke resnice, ki so potem ohranjene v Koranu in ki pač razlagajo bistvo islamskega verovanja. Tako da Koran uporablja osebe, kakor so Jezus Kristus, David, Marija in ostali, da razloži svoje verske resnice. Kaj pa jutri v nedeljo? Jutri bodo po cerkveni očetje. Se že veselim. Greva v oba dneva. Greva. Prebirali smo delo cerkvenega očeta Irineja Lionskega zoper krivoverstva. Kje danes najdemo aktualnost cerkvenih očetov? Cerkveni očetje so vedno aktualni, zato ker so očetje. Oče je tisti, ki rojeva, in očetje so na nek način rodili cerkev. S tem, da so postavili temelje vere, da so kot prvi in bistveno pojasnili nauk o Kristusu, nauk o Sveti Trojici, da so nam prvi na izredno globok način razlagali svetopismo. Na poseben način pa so danes aktualni tudi zaradi tega, ker je bil njihov svet, čas pozne antike, podoben našemu. To je bil čas preseljevanj narodov, čas religioznega pluralizma, čas, ko se je iskala neka nova podoba sveta. Kakšna je razlika med vero kot osebno držo in vero kot veroizpovedjo? V prvih krščanskih stoletjih vidimo po eni strani symbolum fidei, se pravi obrazec veroizpovedi, po drugi strani pa je seveda za številne avtorje prvih stoletij značilno, da podarijo ta osebni odnos fides, kot Avguštin lepo pravi, tudi vera moli. In zato tudi ta zunanja veroizpoved pravzaprav samo na kratko izraža to celostno človekovo pripadnost Bogu. Evo, Sašo, na zdravje na teološki vikend, ki je z nama. Hvala, da si me povabil. Res mi je koristen, res. Hvala tebi, ki si šel, ki si delal družbo. Sam ne vem, če bi se odločil tako. Kaj je bilo tebi najbolj všeč? Ker meni je bilo fantastično. Meni je bilo najbolj všeč to, ko sta bila profesor Usredkar pa imam in sta spregovorila o medverstvenem dialogu. Kako res vera nam pomaga, če je dialog vmes, k boljši družbi, k lepši družbi. Se strinjam. To me je najbolj nagorilo. Kaj pa tebe? Meni je bilo tudi všeč tudi predavanja pri filozofiji, znanosti. Smo recimo lahko spoznali, da si znanost in vera, religija sploh ne nasprotujeta. Meni to prej mi ni bilo jasno, zdaj pa mi je veliko bolj razumljivo. Res je. Tako da res ta prvi vikend, ki je bil, teološki vikend, je res dobro uspel. Tako da naslednje leto povabljeni na teološki vikend, da poglobite in utrdite vero. Pa tudi zanimivo, da smo ta filmček lahko posneli.